Živijo! Zdajle sem pa na enem izredno lepem pa velikem vrtu na Primorskem, tukaj čist na obali. In tole je dejansko vrt od kmetijske zadruge, ki ta prostor, če se ne motim, uporablja za razne dogodke, za razna druženja, za razne takšne zadeve. In ker je treba vrt tudi negovati, pa vzdrževati, je treba vso opremo nekam pospraviti. In za ta namen smo postavili tukaj kar majčkeno večjo skladiščno kubi hiško, da ta oprema tudi dobi svoj prostor, da ne zavzema več vseh kotičkov po vrtu in da res lahko kvalitetno skrbimo za vse te rastline, ki na tem vrtu rastejo, pa da se to lahko neguje skozi celo leto. Tukaj zraven je še stavba, ki je namenjena druženju, kakšnem team buildingu, da se vse te stvari dogaja tukaj, da je pa skladiščen prostor ločen. Tako da jaz ne bi nič več kot to dodal, razen to, da naredite en sprehod po tem vrtu, glejte si, kako vse skupaj izgleda kot celota, pa uživajte tako, kot tudi jaz uživam danes tukaj. Skratka, ful sem vesel, da sem tole imel priložnost videti tudi v živo. Jaz šibam še na eno lokacijo, pa se vidimo čez par sekund. Čau, čau! Še vedno sem na obali in sem v enem lepem naselju nad Koprom. Tale vrtna hiška je več kot očitno prišla, preden je bil urejen vrt. Zato, ker so stvari tukaj še majčkeno razmetane, tudi travca še ni posijana, baje pride vrtnar drug teden še tole urediti. Ampak hiška je bila nujna za postavitev, zato ker se je nabralo kar dosti opreme, ki jo je bilo treba nekam pospraviti. In garaže tukaj pri tej stanovanjski hiši ni. Tako da je veliko stvari dobilo svoje mesto, no, baje je hiška že polna. Kar bi vam pa rad na tej hiški predstavil, je kombinacija lesa pa ometa, ker je tudi ta stranica na tej strani lesena. To smo naredili za nalašč zato, da majčkeno razbijemo monotonost. Veliko časa smo v bistvu porabili, da smo se odločili, kakšno barvo fasade dati. Tale je taka svetlo siva, dejansko v enakem odtenku kot ograja. Razmišljali smo pa oziroma tehtali smo med to pa med belo barvo, ki je pa na stanovanjski hiši. In mislim, da smo se prav odločili, da smo dali tako majčkeno manj vpadljivo, sivo, da vrtna hiška postane dejansko kot del ograje, da ni kot ločen element, ampak da se stvar lepo naprej povezuje. Stanovanjska hiša je pa v bistvu ločena druga enota, ki pa pač ima nek svoj dizajn. In z lesom smo poskusili tudi malo poživeti vrt, ko bo na vrsti še trava, vrt in tako naprej. Mislim, da bo tudi ta lesen del prišel še bolj do izraza, da majčkeno poživi vse skupaj. Okno v tem primeru služi izključno dizajnu, zato da ta stranica ni toliko pusta, da ima pač še nek dodaten element, ki hiško naredi kulsko pa moderno. Ena od stvari, ki bi jo pa tukaj še omenil in me dostikrat sprašujete, če je možno, kot vidite, je hiška narejena pod kotom. Vrtna hiška je v tem primeru postavljena v vogal parcele in dostikrat se srečamo s tem izzivom, da izkoristimo vsak centimeter. Tukaj smo kar veliko, v bistvu smo kar dosti hiško zadaj poširali in smo noter dobili dodaten prostor. Tako da ja, kubi hiške je možno dobiti tudi ne samo pod pravim kotom, ampak lahko kote reguliramo glede na dejansko lokacijo. Tako da ta hiška je zaradi tega dobila noter sigurno en kvadraten meter, pa če damo noter police, veste, koliko se da enih stvari pol dodatno noter pospraviti. Tako da to je to, evo, hvala, da ste bili z mano, se vidimo, čau!